Namaste, ljubljeni in ljubljene. Ves mir v teh stajanskih dneh in moč ljubezni in stajanja naj vselej v vas z vami in bodite tudi vi ta moč ustajanja v ljubezen in luč. Tako, ljubljeni moji, danes bi rada govorila, kako biti v resničnem sočutju do svojega nižjega jaza, do svojega nižjega sebstva, ki nekako zauzema področje, če gledamo čakrni sistem, prve spodnje 3 čakre. Torej, tu so vsi naši odzivi, naše akcije, reakcije, ki so na nivoju človekovega zunanjega jaza. Torej, zelo poglavitno vprašanje se postavi pri vseh duhovnih aspirantih, kako biti sočuten do samega sebe, do svojih lastnih napak, do svojih nepopolnosti, do lastnih vzorcev, ki so lahko ustvarjeni strani samega nižjega sebstva ali pač pobrani iz družine ali celo od prednikov in družbe. Tako, ljubljeni moji in ljubljene moje, če sem jaz v zavesti solarnega pleksusa 2. ali 1. čakre, ni šans, da sem lahko resnično v sočutju do same sebe, do svojih napak. Kaj potem storim, če delam od nižje sebstvo, za samo sprejemanje, za sočutjem do lastnih napak? Kaj storim? Razcepim že tako razdvojen nižji jaz še na 2 polovici. Ena glumi pozitivni jaz, tako imenovani razsvetljeni jaz, druga polovica pa igra tistega, ki je ubogi ali vse kakršen koli. Glejte, na dolgi rok to ne more delovati, v bistvu prinese še večje težave. To je tisti občutek, isto, kadar ponavljamo neke afirmacije, jaz sem odpuščanje, jaz sem ljubezen, jaz sem radost, tega ne občutimo. Zdi se nam, da sami sebe lažemo, kar je res, ker smo samo nižje sebstvo razdelili na 2 igralca. En igralec je ubogi, ki je potreben sočutja in sprejemanja, odobravanja, drugi pa glumi angela. Oba sta gluma igralca, ki lahko stanejo človekovo telo in zavest velikih napak, stisk, depresij. Tako. Torej, iz katere točke zavedanja, čutenja, lahko sem sočutna do same sebe oziroma do svojega nižjega sebstva, do svojega človekovega zunanjega jaza in s tem do svojih vsevrstnih napak, ki sem jih storila v tem in v preteklih inkarnacijah. Preprosto je, ljubljeni moji, slišali ste že milijonkrat verjetno, treba je biti kje? V srcu. In mnogi bodo rekli, ja, v srčni čakri se tudi manifestira žalost, razočaranje. Da, vendar jaz vas pozivam, da greste globlje v srčno čakro, v svoj sveti trojedini plamen, ki ni omreževan z nobeno žalostjo, z nobenimi zunanjimi vplivi, niti karmičnimi vozli, vezmi, dogodki in tako naprej. Torej, kdo sem jaz v tem trojedinem plamenu? Ali sem jaz ta trojedini plamen? Kdo pravzaprav sem? Že spet gremo k temu vprašanju. Torej, jaz sem točka zavesti tega trojedinega plamena, ki je moč, ljubezen in modrost. Torej, tu, v globini srčne čakre, v samemu izvoru, rekla bi v duhovnem srcu, jaz sem, božanski višji jaz, kako želite to imenovati, vendar to je jaz sem. In
Jaz nima nobene veze z nobeno religijo, z nobenim sektaštvom, z nobeno filozofijo. To je nauk o življenju, nauk o posamezniku, o človeku. Torej, vsak se zaveda sebe kot jasen. Tudi naše nižje sebstvo se zaveda tega jasen. Vendar ta nižji jaz se zaveda in deluje po drugačnih zakonih, pravilih, kakor resnični jasen. Torej, gremo v trojedini plamen, v točko zavesti čutenja jasen. Poglejte, začutite me, ko rečem jasen. Ali ko rečem jasen. Velika vibracijska razlika, torej ko govorim, jaz sem to naredila, jaz sem to storila, sem šla joj pa ne vem, in sploh. Točka zavesti v trojedinem plamenu, torej jaz sem Božja prisotnost, jaz sem. Prežema vsako besedo, le ljubezen, inteligenca in modrost, ki prihaja iz najvišjega dela zavesti, ki je jasen, ki sem. Točka osrediščenja z velikim središčnim soncem, ki je duhovni izvor vsakogar izmed nas, ne glede, kje smo rojeni in zrešeni. Torej, ko se ozavedi tu, ko se začutim v svojem duhovnem srcu, ki zopet pravim, ni srčna čakra, je globlje, trojedini plamen. Torej, ko sem tu z zavedanjem in čutenjem, v bistvu preidem v čutenje Boga Očeta Mater, alfe in omega. Torej, tu sem brezpogojna ljubezen in se zavedam polnosti dediščine Boga Očeta Matere, ki mi je dana kot hčeri Boga. Torej, ko sem v tem zavedanju, gledam navzdol proti svojemu nižjemu sebstvu, njegovim napakam. In le na ta način ne razdelim samo sebe še na več fragmentov in jazov, ampak začnem s to enostjo, s to ljubeznijo, s tem sočutjem, razumevanjem in odpuščanjem izlivati v spodnje tri čakre, torej v razum, kakorkoli to imenovali, zunanji, lažni jaz, nižji jaz, človeški jaz, človekov jaz, ni bitno, sploh ni pomembno. Važno je, da veste, da se ta božanska energija alfe, omega, Boga Očeta Mater, osrediščene točke zavesti jasen, izliva k nižjemu sebstvu in raztaplja, ker s tistimi besedami, ki jih izgovorite tu, iz trojedinega plamena, avtomatsko, ne da bi zavestno poklicali sveti ogenj ali sveto luč, se ta začne manifestirati in raztaplja vse, kar ni enako isto tistemu, kar ste zapovedali. Naprimer, osrediščim se v točko zavesti jaz sem v svojem duhovnem srcu, trojedinem plamenu. Začutim prisotnost same sebe kot Boga Očeta Mater, kot tiste, ki sem ustvarila to nižje sebstvo, za katero sem polno zavestno odgovorna. Začutim. Dovolim si in kot usmiljeni Bog jaz sem, pogledam navzdol proti svoji ljubljeni hčeri, sinu, kako tvorim, proti nižjemu sebstvu, ki ga imenuje moje ljubljeno dete. In reče moje ljubljeno dete, lahko ga poimenujem, torej ljubljena moja Šana, moje ljubljeno dete, moj zunanji jaz. Jaz sem tukaj in te polno zavestno ljubim, sprejemam te. Nihče te ne more sprejeti tako, kakor jaz te sprejemam, kakor jaz te ljubim. Občuti moje ljubljeno malo sebstvo, moja hči draga,
Jaz sem popolna ljubezen, ki te nikoli nisem obsodila. Jaz sem tista, ki sem tu, tvoje jagnje Božje. Jaz sem tista, ki te odrešim in osvobodim. Ne počuti se krivo. Občuti me, doživi me, vse ti je odpuščeno v imenu jaz sem, ki sem. Le dovoli si začutiti moje malo srce, kako mogočno in popolno te ljubim, kako mogočno te doživljam in ti si eno z menoj. Torej, na nivoju solarnega pleksusa nižje je težko imeti sočutje do samega sebe. V bistvu s tem sami sebe na nek način varamo, lažemo. Zato je tako pomembno, zato se trudim razložiti in dati poudarek na to čutenje in zavedanje jaz sem. Ker je tudi pomembno, ko odpuščamo drugim, ko smo z drugimi ljudmi v nekem sporu, konfliktu, je potrebno izraziti sočutje z njimi in je potrebno odpustiti. Namreč, če mi mislimo, da nam je samo z neko molitvijo odpuščeno, v bistvu se tu zelo varamo, ker če smo mi ali reagirali na neko nepravičnost negativno, ali celo sami ustvarili to nepopolnost, nebožanskost, smo dolžni najprej se pokesati pred svojo lastno zavestjo jaz sem. In kot ta zavest, to središčenje, zavedanje in čutenja jaz sem, potem gremo v odpuščanje in v sočutje s tistimi, ki so nas prizadeli in s tistimi, katere smo prizadeli. Ampak zaključeno dejanje je šele takrat, ko jaz stopim pred to osebo, ki me je prizadela, katero sem prizadela, ali sem samo negativno reagirala z jezo, z besom, s kakršnimkoli negativnim izpadom na njeno nepravičnost, torej sem dolžna zaradi same sebe prositi to osebo, da mi odpusti. Potem se čisto to uravnovesi in uravnoteži, ampak vedno iz te točke. Ljudje, tudi sama, sem se dostikrat motila in odpuščala iz tega nižjega dela. Odpuščala zaradi tega, ker sem nekje prebrala, da je to dobro, z strahom pred, karmičnim zakonom, zakonom setve in žetve. Odpuščala zaradi tega, ker sem se hotela jaz dobro počutiti. In to so vsa odpuščanja, ki so temeljena na nižjem jazu, na solarnem pleksusu. Resnično odpuščanje, sočutje in na to tudi razumevanje in sprejemanje samih lastnih napak in napak nekoga drugega pa se lahko zgodi resnično tu. In potem se razveže avtomatsko po vsakem resničnem odpuščanju, ki pride iz točke zavedanja in čutenja jaz sem iz duhovnega srca, se avtomatsko vse razveže. Vendar, vedno pa smo poklicani to tudi zmanifestirati v živo, torej pred določeno osebo, katero smo prizadeli, katera nas je prizadela. To je tisto, kar je zelo v bistvu pomembno. Torej, resnično odpuščanje ne more priti iz človekovega jaza, je samo dovzdevno in traja nekaj časa. Ko se spomnimo na nek dogodek ali nas nek dogodek asociira na naš dogodek z neko osebo, občutimo takrat v solarnem pleksusu negativne občutke. In potem prepoznamo, da nismo v resnici odpustili in se v resnici nismo razvezali od te osebe. Zato se trudim nekako vam razložiti, uprizoriti to čutenje sebe kot prisotnosti jaz sem.
Ker takrat, ko odpuščate, ko ste v sočutju z lastnimi napakami in napakami drugih, vas to tudi razreže. Dejansko karmični zapis preteklosti ali sedanjosti se avtomatsko razstavlja, ker ko vi kot prisotnost jasem odredite nižjemu osebstvu sebe ali kogarkoli, da ste to sočutje, da ste ta ljubezen, avtomatsko iz velikega središnjega sonca skozi trojedini planet se manifestira sveti ogenj, ponavadi vijolični z odtenki rožnatega in škarlatnega. In prinaša mir, svobodo. In takrat, kdorkoli vas bo asociiral na nek dogodek, osebo, in se boste nasmejali, boste rekli, to je bila fenomenalna izkušnja. Ne bo nobenega grenkega priokusa, ne bo nobene sodbe ali kritike. Enostavno boste blagoslovili to osebo ali dogodek in boste rekli, wow, zelo dobro sem se naučila. In to me je osvobodilo. Zatorej odpuščati, sočustvovati, sočutiti s seboj in z vsakomur in vsemi napakami. In to osvobaja, to preobraža in nas še bolj sidra v to višjo zavest, v prisotnosti na sebi. Tako, danes je dan Jezusovega križanja, tako da vam kot sebi tudi vam želim, da križamo vse te nepopolnosti, nebožanskosti, da križamo ta zunanji jaz, v tem smislu, da se poveliča, ostane ta resnični del nas, ki je živa ljubezen, ki je sama popolnost, sama radost, ki ni pogojena z nobenim dogodkom ali človekom iz zunanjega sveta. In živeti to svobodo, dragi moji, živeti to ljubezen, to frekvenco, to je nekaj najlepšega. Ne gor v nebesih, kot duh, kot zavest, temveč tu na zemlji, v tem telesu, doživljati to, je največja zmaga. Zato naj današnji dan vsakoga napelje k temu, da gre v globljo kontemplacijo in dovoli samemu sebi, da svoj ego, nižji jaz, pribije na ta slavni odrešenski križ, da doživi novo svojo zmago v ljubezni in svobodi, da je vsak človek na zemlji utelešenje samega sebe kot mogočne prisotnosti jasem. S tem pa vam tudi želim vesele in blagoslovljene vstajenske praznike. Ustanite v svojo prisotnost jasem in živite svojo božanskost. Bodite bogovi, kot vas je učil Jezus, kot so učili vsi veliki mojstri. Iz Boga ste prišli, božji ste, božanski ste in ste Bog od Boga, luče od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rada vas imam, ljubim vas. Vesele vstajenske praznike. Namaste.